Prinašalec daril. Daleč, čisto na severnem koncu sveta, tam, kjer je vso zimo temno in zapade celo 3 metre snega, je živel osamljen Laponec in izdeloval predmete iz lesa. Vso dolgo zimo je delal le ob soju sveče in rezbaril predmete, ki jih je potem med svojimi potovanji s severnim jelenom prodajal po prostrani deželi. Neke noči, ko je iz potoka nesel vodo do svojega domovanja, je zagledal velikansko zvezdo, ki je v svojem siju svetila na vzhodni strani neba. Večja je kot katerakoli zvezda, ki sem jo kdajkoli videl, si je zamislil mož. Prepričan sem, da je prej ni bilo tam. Tiste noči mož ni mogel zaspati, ker je zvezda nenehno svetila v njegov šotor. In v svojem srcu je začutil, da je to nenavadno znamenje, kot da se je zgodilo nekaj prelepega in ga sedaj zvezda kliče, naj izsledi in odkrije, kaj bi to bilo. Naslednje jutro je bila zvezda še vedno tam. Na sivem jutranjem nebu se je svetila kakor najlepši biser. Mož se ni obotavljal. Pospravil je šotor, ga naložil na sani, vanj je vpregal severnega jelena ter se skozi nenaseljeno pokrajino odpravil proti vzhodu. Prispel je v vasi in mesta, kjer je bila hrana pekoča od vseh mogočnih začimb in kjer so ljudje govorili jezike, ki jih ni razumel. Ko je postal lačen, je za hrano zamenjal svoje izrezljane lesene izdelke, ki jih je vozil s seboj. Zvezda ga je še vedno vodila dalje, bila je čedalje bližje in še bolj sijoča, dokler ni končno prispel na vrh hriba in pod sabo zagledal razpršen zlat prah luči. Zvezda je svetila tik nad njim in spoznal je, da je njegovo potovanje končano. Zdaj bom pa izvedel, kaj nenavadnega in čudovitega se je zgodilo, je pomislil mož in prevzelo ga je veselje, medtem ko se je spuščal po hribu navzdol proti malemu mestecu. Prispel je v hrupno mesto. Tam je bil zrak nasičen z dišavami in slišal je smeh. Ljudje pa so strmeli v nenavadnega popotnika,
s koničastimi čevlji in nenavadno živaljo. Kljub množici ljudi in temi se je mož prebijal skozi ozke mestne ulice, dokler ni opazil zvezde, ki je svetila ravno nad majhnim hlevom. Čisto potiho je mož pokukal vanj. Tam je na ležišču iz slame ležal dojenček in še v tistem trenutku je mož dojel, da to ni čisto navaden otrok. Skozi vrvež mesta se je prebil to čudovito tišino, ki ga je napolnila s takim mirom, da se je ob slamnatem ležišču spustil na kolena in pogledal malega dečka. Si okrog njega je bil svetlejši od bleščeče zvezde. Potem se je zgodil majhen čudež. Mož je od vrha do peta, pa tudi do čisto spodnjih oblačil, ki jih je nosil, zažarel v prijetni toploti. Njegov modri plašč je začel spreminjati barvo. Prebarval se je v bogatejšo, škrlatno rdečo. Veliko tednov sem potoval do tega kraja, ne da bi vedel, kako čudovito stvar bom našel tukaj, je dejal otrokovim staršem. Zdaj pa v svojem srcu čutim, da je to prav poseben otrok in da bo prav on rešitelj našega sveta. Moram mu dati darilo. Mož je odšel ven in želel poiskati nekaj, kar bi lahko podaril malemu dečku. Toda vse, kar izrazljanega je imel s seboj, je bil že zamenjal za hrano. Kar mu je ostalo, je bil le majhen košček lesa. To je vse, kar imam, je zavzdihnil proti otroku. Tole ti podarjam za hvalo, ker sem te našel in ker ne bom nikoli pozabil te noči. In potem je mož nežno poljubil spečega dojenčka in tiho odšel v noč. Odpravil se je na dolgo, dolgo potovanje proti svojemu domu. Bleščeča se zvezda je zdaj izginila z neba. In ko je mož potoval skozi temo, se ni več počutil osamljenega. Našel je namreč posebnega otroka. Bilo mu je, kot bi zvezda še vedno žarela, tokrat v njegovemu srcu, ter ga varno in srečno vodila skozi dolgo zimsko noč. Ko je mož prispel domov na Laponsko,
je bilo tam že poletje. Divje cvetje je nežno cvetelo in vse povsod so prepevale ptice. Mož je hodil od naselja do naselja in ljudem pripovedoval zgodbo o svojem potovanju na vzhod in o čudežnem otroku, ki ga je našel tam. Ko je spet nastopila zima, je mož zopet začel rezbariti. Izdelal je vse mogoče igrače za vse otroke v spomin na dan, ko je svoj zadnji košček lesa podaril rešitelju sveta. Potem je sedel na svoje sani in s severnim jelenom odhitel, da bi raznesel darila otrokom vsega sveta. Revnim, ki nikoli niso dobili daril, pa tudi bogatim, ki so že poznali veselje ob prejemanju le-teh. Laponci pravijo, da ta mož še danes živi nekje globoko, globoko v gozdu in pripravlja darila za vse otroke. Mi pa vemo, da to ni nihče drug kot dobri Božiček.